Krškem dvoboj domače ekipe in nogometašev Aluminija. Oboji so bili aktivni med tednom v pokalu Slovenije. Aluminij je izgubil pri Olimpiji 2:1, Krško pa proti Domžalam z 0:2 in oboji so v precej težkem položaju. To je bil dvoboj spodnjega dela lestvice, gostje so štartali bolje, Tahira je imel prazna vrata, a tokrat zgrešil. Potem strel Vukliševića in žoga je celo plazila prečko, zelo blizu je bil nogometaš Krškega. Še napad za Krčane, tokrat je bil pred vrati Kramarič, izjemna situacija za Martina Kramariča, ki pa je tokrat zgrešil in meril visoko čez gol. Izjemen gol za Jakšiča, daleč 18. minuta in 0:1. Veselje nogometašev Aluminija za prednost, 0:1. Po odbiti žogi je Jakšič žogo zadel z volejem, kot radi rečemo, sedla je žoga na nogo Jakšiču za prednost Aluminija, 0:1. 23. minuta, Škoflek, ki je na zadnjih tekmah v izvrstni formi, je streljal, na golovi črti pa rešuje obramba Krčanov. Še napad za Kidričane, spet je bil pri strelu Škoflek. Takole si je pripravil strel, preigraval in streljal, obramba domačih še enkrat na pravem mestu. Prosti strel za Krčane, najprej odbita žoga vratarja Janžikoviča in Dangubič, ki je streljal, žoga na koncu v kotu. Drugi polčas in najprej 9. minuta, izjemen gol Mensaja za izenačenje 1:1. Lepo je preigraval Mensa, ki je poskrbel za izenačenje, tudi proti Olimpiji je Mensa zabil gol, tokrat pa je bil sam pred vrati in ni imel težkega dela, izvrstno pa je odigral tole zadnjo kombinacijo. Na polovici tega polčasa še en prekršek Krljanoviča, ki je podrl Mensaja, ki je bil hitrejši. To je bil še drugi rumeni karton za Krljanoviča in posledično izključitev za nogometaša Aluminija. Do konca tekme je Aluminij igral z igralcem manj. Tempo je vsaj nekoliko padel, nogometaši Aluminija pa so ostali brez še enega nogometaša. Takole situacija, ki je prinesla rdeči karton tudi za Francesca Tahiraja. Nešportna poteza in po tej potezi je bil izključen še Tahiraj, ki je moral z igrišča, takole po pogovoru je bil izključen Tahiraj, 2 igralca manj, celo za Aluminij. Napadali so domači, tekla je 93. minuta in gol za 2:1. Dangubič je izkoristil izvrstno globinsko podajo in poskrbel za prednost domačega moštva za 2:1. Podal je Sadikovič in izvrstno našel svojega soigralca. Dangubič pa letos igral v izvrstni formi in takole je zadel še svoj 4. gol v letošnjem prvenstvu, ampak tekme še ni bilo konec. Josip Zeba je prišel do strela in izenačil za 2:2. Odbita žoga po obrambi Krčanov in Zeba globoko v sodniškem podaljšku. 95. minuta, prava drama, tokrat v Krškem, in izenačenje Josipa Zebe. Odbita žoga je prišla do tega nogometaša Aluminija, ki je zadel za končni rezultat. Z 2 igralcema manj so gostje prišli do točke. Krško Aluminij 2:2. Ja, vse se strinjam, tako da mislim, da ste že vse povedali. Mislim, da smo, kot rečeno, precej bolj začeli, bili dominantni v igri, ampak hitro se je videla tudi individualna kvaliteta gostov, povedali po Eurogolu. Vse nam je uspelo tekmo obrniti, čeprav je bilo igrišče težko, tako da je za obe ekipi težko povesti, ampak enostavno smo se videli v take trenutke, potem tudi malo zrelost, malo kvalitete, izkušnje. Realno tega nam vsega primanjkuje, tako da na koncu mislim, da je zelo zanimiva tekma, rezultat realen, tako kot vedno, mislim tudi precej kvalitetna glede na igrišče, tako da to je to. Ja, jaz sem zadovoljen s prvim polčasom, začetkom, ko smo dobro začeli igrati, imeli zadeli na 1:0 in potem imeli nekaj še priložnosti iz proti napadov, ki pač nažal to moramo izkoristiti. Imeli smo par situacij, ki bi mogli to realizirati, ker smo šli v kontra, to je 5-6 krat smo šli v kontra in pač mi pač ne, igra vsak za sebe.
In potem drugi polčas smo prejeli ta zadetek, potem pa neumnost naših igračev, dobesedno, ne vem, takaj je bilo kartone brez potrebe. Dobro, tisti drugi, Kaljanovič, ajde, pač realno narejo, ampak mislim, da ta drugi, ta Hiraja pa je definitivno pusto ekipo nadcedilo. Potem so domačini zadeli v sodnikom daljšku, mi pa na srečo potem zanačili s prekinitve na 2-2. Prvi polčas smo odigrali solidno, imeli svoje priložnosti. V drugem polčasu pa nekaj smo se pogovarjali v slačilnici, pa glih tisto, kar smo se pogovarjali, glih tisto se nam je zgodilo. Nerazumljivo dribljene igralce tam v sredini, namesto da gremo na predložek v tem takem težkem terenu, potem zgubimo žogo, iz tega dobimo rdeči karton in to, kar se v prvem času že dogajalo, nam smo povedali, da tega ne smemo delati, ampak vseeno so se te stvari dogajale. Takrat, ko reš po boku, ko imaš 5 igračev v 16-metrskem prostoru, moraš centrirati, mi pa potem dobili iz protinapada rdeče kartone. Tako da s točko smo lahko zadovoljeni na koncu koncev, ker smo imeli 2 igralca manj in smo pač nesrečno na koncu izenačeni. Čeprav mislim, da če bi normalno delali tekmo in bi lahko danes tekmo tudi dobili, ker smo imeli pri 1-0, smo imeli izjemne priložnosti, ker so bili domačini zelo odprti in mi pač tega nažalost nismo izkoristili.